Ja, bombas. Ja.
Zdaj meni ta mikrofon Ja. stopa naprej. Okay. Se bomo slišali? Tako začnemo? Šušmak, prej sem. Teja, tudi. Teja. Dobro da je za tamo visoko. Što kupulo na glavi. Da spusti malo. Samo na poti. Ne bude. Ima krepke noge vedno, veš? Tako da se ne splača. Čekaj, mogoče Franko ima. Nina bene, na mango. Kaj kome končal? Naši pomoć. Ima se motorke sad. Treba motorko i žagat. Mora biti sigurno zaradi tega, kar se ne piše isto.
Gremo od zada. Ti si jo. Franko. Naši stvar. Modro bela. Vamos vse. Kje imamo še? Okay. Pridite zraven, zraven, Elen, ne tam nekam, tukaj zraven moramo biti. Tako, da ste mi tu zraven, ker mi smo tako. Ok, evo. Kje ste vi, kaj se skrivate? Čak, gremo? Je tu zraven, da vas vidimo, ajde, jasni. Sam. Ja sam visoko. Čakaj, šla se skrivaš, ajde, zadnje. Jasmin, da glavni, Jasmin predi glede, Okay. predi. Lahko, začnemo. Ok. Torej, jaz se zdaj obračam vam v poslanikom medijem, vendar najrajši bi se obrnil in bi se seveda najprej zahvalil sodelavkam in sodelavcem na kontejnerskem terminalu in vsem seveda v Luki Koper in vsem deležnikom, vsem poslovnim partnerjem, ki so prispevali k temu, da smo lahko danes obeležili 600 000 ITEVS danes v jutranjih urah in ne samo to, od včeraj na danes se je zgodilo še nekaj več, da smo dejansko danes tudi uradno, prej bilo sporočeno neuradno, dosegli tudi maksimum pretovora v Luki Koper 18 milijonov ton pretovora, kar smo pričakovali, da se bo zgodilo jutri ali pojutrišnjem. Skratka, zgodilo se je vse na 31. 2013, se pravi na Silvestrov dan. In pravi tako, da smo skupaj in da pokažemo, da se dejansko v Luki Koper premikamo iz dneva v dan na bolje, da se vlaganja v Luko Koper dejansko splačajo, da Luka Koper kaže, da je ključna primerjalna prednost države Slovenije in da jo lahko skupaj z vsemi partnerji, z vsemi deležniki, z lokalno skupnostjo, z delničarji, z poslovnimi partnerji, z gospodarstvi Srednje in Vzhodne Evrope, z vsemi tistimi, ki dejansko prevažajo tovor iz daljnega in bližnjega vzhoda, z vsemi deležniki logistične verige, ki jih dejansko Luka Koper kot eden ključni člen v tej logistični verigi močno združuje in povezuje. Torej, Luka Koper združuje, povezuje in upam si trditi, da bo v bodoče še bolje in še bolj trdno povezovala to verigo od daljnega vzhoda do Srednje in Vzhodne Evrope. Jaz sem se pred kratkim vrnil iz Kitajske, kjer sem videl veliko lepega, veliko dobrega, predvsem pa bogate izkušnje, ki jih prinašam s seboj, jih bom dejansko znal v naslednjih mesecih v praksi udejanjiti v Luki Koper. In v Luki Koper se bomo zagotovo v leto 2014, ki ga bomo poimenovali leto investicij, leto tudi, če hočete, zamujenih investicij. Vse tisto, kar se ni zgodilo v letu 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, se bo moralo zgoditi v letu 2014, kajti samo tako bomo lahko dejansko korak pred konkurenco. Luka Koper bo dejansko ustvarjala trende in ne bo cepetala več za ostalimi pristanišči. Ne jemljemo pristanišča Severnega Jadrana kot konkurenco, ampak kot dopolnjevanje medsebojno, kajti v združenju NAPA bomo dejansko delali in gradili na promociji destinacije pristanišč Severnega Jadrana, tako bomo lažje zagotovili tudi tovor v povratni smeri, to, kar so nas na Kitajskem opozorili,
da zakaj vozijo pretežno v pristanišča severne Evrope, zato ker dejansko imajo povratni tovor za nazaj in se jim splača dejansko pokriti to, rekel, večdnevno daljšo pot. In tukaj moramo narediti korak naprej, zagotoviti dejansko tovor, preusmeriti, dejansko prevzeti določen tržni delež severnoevropskim pristaniščem. To bomo lahko z lahkoto dosegli samo, če bomo sodelovali, če se bomo dejansko dopolnjevali, vendar tudi, če bomo investirali in vlagali v povečanje operativne obale. Veste, da imamo sedaj v planu in da smo intenzivno dejansko že zavihali rokave pri izgradnji 2 kaset za odlaganje mulja iz prvega bazena. Izbrali smo izvajalca, skratka, delamo na tem, da nekje do aprila meseca zaključimo s to investicijo, da bo bazen ob kontejnerskem terminalu na koti 14 metrov, se pravi, da bodo ladje lahko vplule za skoraj 14 metrov, se pravi z neko diferenco, z nekim clearanceom od Kobilice do dna, tako da bomo dejansko sprejeli največje ladje, tudi do 10.000 tevsov, in jaz si upam trditi, da do konca leta tudi več, kajti poglobili bomo do konca decembra 2014 na koto minus 15 metrov, kar nam bo omogočilo še boljši servis in še bolj zanesljivo izvajanje naših storitev, na katero dejansko naši poslovni partnerji tudi računajo, od nas pričakujejo, da se bomo dejansko v tem letu dejansko bolje odrezali, kot so se odrezali v predhodnih letih, kajti vedno se je obljubljalo bomo in zgodilo se je ne bomo oziroma nismo. Tokrat smo rekli bomo in tudi bomo. In ob koncu leta 2014 lahko jamčim, da bomo dosegli vse tisto, kar smo si zadali planu za leto 2014 in v letu 2015-16 lahko računamo na občutnejše premike na bolje, na bistveno večje številke pretovorov v Luki Koper in da bomo dočakali do zaključka mandata tudi 1 milijon tevsov in seveda tudi v naslednjih letih, ko bomo vlagali v to naše pristanišče, edino tovorno pristanišče v državi, tudi 2 milijona, kar imamo v našem strateškem načrtu. Danes imamo pred seboj torto, ki so jo naši fantje iz kontejnerskega terminala pripravili. Tukaj naša ekipa. Danes moramo opravičiti Marka Babiča, ki je z družino na počitnicah. Nameraval se je tudi udeležiti danes tega srečanja, vendar glede na to, da je na zasluženem počitku, je prav, da je tam, ker je, in mi smo z njimi, on je tudi z nami, tako delimo si ta občutek veselja, da lahko danes udeležimo rekorde, torej 600.000 tevsov in seveda 18 milijonov ton pretovora, rekord pristanišča Luke Koper. Če imate kakršnokoli vprašanje, sem vam na razpolago, sicer pa tukaj normalno pozdravim župana mestne občine Koper, doktorico Elen Tvrdi in seveda Sabino Mozetičevo, predstavnico nadzornikov, in seveda tukaj še z nami nadzornik, predstavnik delavcev Stojan, ampak je skril nekam od zadaj, ampak je že v redu. Stojan Čepar je prav tudi, da je zraven z nami, in jaz sem vesel, da vsem, ki ste danes z nami, lahko pokažemo, da smo v Luki Koper enotni, da smo v Luki Koper trdni in odločni, da postavljamo rekorde, da premagujemo ovire, kajti cilj je samo eden. Uspeh in zadovoljstvo za vse nas, za vse tiste, ki so ustvarjamo našo skupno pristaniško skupnost in našo skupno državo Slovenijo, našo skupno lokalno skupnost, da vzpostavimo te povezave med seboj, da se dopolnjujemo, kajti brez vlaganj v infrastrukturo, pristaniško infrastrukturo, brez vlaganj v infrastrukturne povezave z zalednimi tržišči Srednje in Vzhodne Evrope, Luka Koper dejansko ne more izpolnjevati vsega tistega, kar bi bilo od nas dejansko za pričakovati. Bistveno prej, tudi leta nazaj, bi lahko dosegli to številko in še bistveno več, če bi delali dejansko, če bi se zavedali, s čem razpolagamo. Mi dejansko omogočamo v izvozni in uvozni smeri za vsa gospodarstva, pa številna gospodarstva držav Vzhodne in Srednje Evrope,
da po najkrajši poti, po najcenejši poti izvažajo in uvažajo. In zato je tudi bilo naše sporočilo naši politiki in naši vladi Republike Slovenije ob nastopu mojega mandata, da se naj države Srednje in Vzhodne Evrope poistovetijo s pristaniščem s to prekomorsko dobavo, kajti oni so dnevno odvisni od prekomorskih dobav. V obeh smereh, kot sem rekel, izvoz in uvoz. In zato je tudi prav, da skupaj z njimi gradimo in tudi v odnosu do Bruslja, da nam pomagajo, da zgradimo kopensko infrastrukturo, predvsem železniško. Zaradi varnostnega vidika, zaradi ekološkega vidika in na koncu, če hočete, tudi zaradi tistega, zaradi česar pač dejansko smo in ustvarjamo, zaradi ekonomskega vidika. Ampak vsi trije vidiki so izjemnega pomena, ne samo ekonomski. Zato sem ga tudi postavil na 3. mesto. Kajti varnost je tista, brez katere dejansko ne moremo dobiti novih tovorov. Za Luko Koper se ne odločajo tudi zaradi tega, ker ne moremo zagotoviti varnosti pretoka tovora. Če se ustavi karkoli, če se karkoli zgodi na enem tiru, potem veste, kaj to pomeni. Zakaj vedno ponavljamo o tem tiru? Jaz upam, da bomo čez leta, 2 leti, 3 prenehali govoriti o kakršenkoli tiru, kajti ko ga bomo imeli, potem bo vse tiho in bomo dejansko dosegli samo boljše rezultate. Takrat bomo bolj zanesljivi in bomo dejansko lahko privabili v naše pristanišče več poslovnih partnerjev, ki dejansko tudi od nas to pričakujejo. V 3 mesecih sem imel številne pogovore in razgovore z ključnimi partnerji Luke Koper in vam povem, da vsi pričakujejo od nas, da bomo dejansko obljube, ki smo jih dali, dali danes, včeraj, predvčerajšnjem, obljube, ki so jih dali leta nazaj, izpolnili sedaj v leto 2014. Leto 2014 naj bo prenovno leto, razvojno leto, leto vlaganja investicij, kot sem rekel, leto, ko bomo izpolnili vse obljube in ko bomo dejansko omogočili razvoj, boljši razvoj in Luke Koper in seveda celotne države. Če želi kdo spregovoriti, gospa nadzornica, mogoče dr. Enen Tvrdi, je prav, da pove tudi mogoče župan Kopra, je prav, da smo danes skupaj, kajti vsi skupaj so ustvarjamo pristaniško skupnost. Torej, hvala lepa. Jaz bi se ob tem trenutku najprej čestitala vsem zaposlenim, sedanjim in bivšim, torej Luki Koper, ki so sploh ustvarili pogoje, da se lahko tak rekord dosegel. 600 000 TEU je tak lep dosežek za leto 2013 in dobra spodbuda za leto 2014, vendar pa samo dobri delavci ne bodo več dovolj, potrebno je pohiteti z investicijami tako na sami obali, v morju, kot tudi v zaledju, torej z drugim tirom. Še enkrat iskrene čestitke vsem skupaj. Hvala za besedo. Jaz sem pač seveda zelo vesel, da sem lahko tukaj danes med vami. Čestitam predsedniku, čestitam nadzornemu svetu seveda in kar je najbolj pomembno, čestitam vsem zaposlenim za ta uspeh. Jaz moram povedati, da sem seveda kot župan Mestne občine Koper zelo ponosen na te uspehe. Pričakovali smo to in hvala Bogu, da smo to tudi dosegli oziroma ste dosegli. Jaz sem prepričan, da se bo vse to, kar je vaš oziroma naš predsednik povedal, da se bo to uresničilo v prihodnjem letu in v prihodnjih letih. Mi kot lokalna skupnost bomo dali vse od sebe, da bomo pač sledili vsem vašim potrebam. Sedaj sami veste, da smo pač v zelo dobrih odnosih z vašim predsednikom in jaz upam, da bo to plodno sodelovanje pač prineslo tej naši ne samo luki, ampak vse naše gospodarstvo, regijskemu in državnemu pač mnogo koristi. Naj povem, jaz sem bil zelo vesel z tega potovanja, ker sem pa skupaj s predsednikom in marsikaj so ugotovila, kot to, kar je predsednik lepo povedal, da pač nujno potrebujemo tovor za nazaj. Se pravi, moramo se povezovati s sosednjimi pristanišči severnega Jadrana, se pravi, moramo računati tudi na severno Italijo, močno, ker tukaj je močna industrija in na vse ostale industrije v naši regiji. Tako da jaz sem prepričan, da bo ta premik v razmišljanju prinesel razliko in to razliko se pravi, treba izkoristiti treba vse možne investicije, izkoristiti treba vsa razpoložljiva sredstva, tako naša kot tuje, da pridemo do teh novih povezav, takih in drugačnih, ki vsi vemo, da pač nujno potrebujemo. In jaz upam, da bo 2014
res prelomno leto, ne samo za Luko Koper, ampak tudi za celotno državo, da se bomo spametovali, bomo nehali zatiskati pasove in bomo začeli delati, da bo Slovenija, država Slovenija, podjetje Slovenija, začela delati na tak način, kot deluje Luka Koper, spravi brez zatiskanja pasu, z boljšimi in boljšimi plačami, z večjim več dela, se pravi z večjim pretovorom, govorim prerečeno seveda, z večjim donosom, z večjo dodano vrednostjo, da bo razmišljali pač drugače in da ne bomo s takim načinom, kot ga smo mu zdaj priča, pač našli neko pot, ki pač za nas absolutno neustrezna. Naša ustrezna pot, prava pot je ta pot 6000 kontejnerjev, letos 18 milijonov, 600 000 kontejnerjev, 18 milijonov ton pretovora, to je prava pot. To je naša pot, to ni pot samo Luke Koper, to je pot Slovenije in mi bomo dali vse od sebe, da bomo temu sledili. Istočasno vam vsem skupaj voščim srečno novo leto, v katerem upam, da bo res polno uspehov, čeprav zelo slabo kaže, zaenkrat, ampak jaz sem prepričan, da se bo tudi na tem globalnem, se pravi vsaj slovenskem državnem prostoru nekaj storilo in da bomo lahko ponosni na take rezultate in podobne, tudi na slovenskem področju. Hvala. Torej še enkrat iz srca hvala vsem zaposlenim v Luki Koper, hvala vsem, ki ste dejansko prispevali, da se dogajajo rezultati vedno boljši in boljši, novi rekordi in to je samo dokaz, da v Luki Koper, če ima kdo pomisleke, zakaj izplačujemo 13. plačo, zato ker dejansko se vsi trudimo in ker si dejansko tisti, ki so ustvarjajo take rezultate, dejansko tudi prispevajo k rasti te družbe. In ta družba prispeva kot generator razvoja te regije in države, prispeva tudi k razvoju celotne regije in je prav tako. In prav je tako, da se tega zavedamo in prav je, da dajemo, če lahko dajemo. Prav je, da ustvarjamo, če lahko ustvarjamo. Kajti vsi radi delamo in vsi radi ustvarjamo. In naši uslužbenci Luke Koper zagotovo, če tudi je kriza, če tudi se dogaja marsikaj, ampak mi dejansko smo napredni in razvijamo se in bomo pomagali, da bomo lahko utrdili naše vrste, da bomo dejansko se povezovali med seboj, da si bomo dejansko tudi pomagali, ta vzajemnost dosti tudi pripomore, ta komunikativnost, vzpostavitev komunikacij med profitnimi centri, vzpostavitve boljše komunikacije med upravo, med strokovnimi službami in seveda med profitnimi centri in ostalimi poslovnimi partnerji, izvajalci pristaniških storitev in ostalimi seveda, ki so tako ali drugače inštitucijami povezani z razvojem naše luke, do vlade, če hočete, bomo dejansko dosegali dobre rezultate. Leto 2014 naj bo leto dejansko preloma za doseganje še boljših rezultatov. Kot za NRS se je zgodilo na Silvestrov dan 2 rekorda in 600 000 tevsov in 18 milijonov ton. Hvala lepa. Jaz predlagam, da sedaj se vsi posladkamo s to kontejner torto. To je dimenzija 40-fitnega kontejnerja, tako da ne bo pomote. In seveda, da nazdravimo s penino, ki jo danes še posebej je za nas prinesel predsednik uprave oziroma direktor Vina Koper Nevio Pucer, ki je se odločil, da, ko sem ga včeraj obvestil o tem rezultatu, da seveda počasti izjemno penino, Kapris, in seveda, da pokažemo, da tudi z našimi odvisnimi družbami dobro sodelujemo, da tudi kot uprava Luke Koper si prizadevamo za dobro poslovanje Vina Koper, da je Vina Koper uvrščen med naše strateške naložbe in da s tem tudi kažemo družbeno odgovornost in se bomo še naprej prizadevali, da bomo pomagali tam, kjer lahko pomagamo. In vem pa, da lahko pomagamo. Čestitke vsem skupaj. Na zdravje. Kaj? Ja. Kaj lahko tukaj zraven se postavimo?
Anche te prima ste zraven, da se slikamo eno tako, ki ste v uniforma, pridi zraven, tako, pridi vi zraven. Tako me se, Boris, pridi zraven, tako. Brani, Boris, plicaš, pridi naprej, to naprej. Ne, kar stop, evo, tako. No, kar se vidi malo bolj naprej, tam zraven, Ok, Boris, pridi zraven. Vidimo smo delali. Ajde, nazdravo, ajde, da nazdravo, ajde, okej. Nazdravo. Dajmo da reči. Pa trdi na zdravje, predsednik, ma ne na zdravje, srečno, zdravo, uspešno. Kaj lahko skupaj še zarežemo tortico. Ante, kako je kaj? Zarežemo tortico. Evo tako. Ne zdaj Jaz bom zarezal, pa vi dajte, pride zraven. Okej, zarežemo kje. Ja, pa kakšno, daj. Z nožem eden z ene in druge strani, ajde, tako. Evo, tako, kjer ga bomo? Ajde, pridi zraven. Tukaj mi 6 stopno. Evo, kjer je šesta? Tukaj. Okej, ajde, zarežemo, zdaj. Ajde. Evo. Tako, evo. Okej, zdaj še enega zarežemo. Evo še en košček, tako, da lahko naredimo tako. Ajde. Evo. Evo, če me premaknem. Evo, super. Zdaj lahko vi delate. Hvala. Tako. Hvala, fantje. Vidimo? Ja, vidimo. Kaj se skrivaste? Nesejo. Lahko mi upravimo za nekaj hitro. In to v minutki. Ja. V minutki. Baško, Še manj. Tudi develo. Ja, Smo? čas je denar. Ja, čas je denar, fantje. Ne pozabite. Ne, nismo, za tebe kamera. Ok. Mi daš še mikrofon? Baško? Kakšen kadar imate, morate videti, če imate naše transcenderje. Se slišimo? Ja. Vse. Torej, kaj pa ostrina je? Belina je? Lahko gremo? Belina je. Lahko gremo? Ja. Čakaj, še on ima, ne on je že. Rabi še on Zgleda postaviti. interesa, On je že zapis. ne kaže. Ja. Torej, gospod Mišič, nekako prelomno obdobje je danes, res da smo 31. ampak tudi sicer vam kar dobro kaže, kot smo slišali. Ja, jaz sem danes zadovoljen, da lahko dejansko sporočim slovenski javnosti, da smo v Luki Koper pretovorili 600 000 kontejner TEVS in da smo uradno tudi danes lahko potrdim, dosegli rekord pristanišča 18 milijonov ton in vse to na Silvestrov dan. Računali smo, da se bo to zgodilo 1. oziroma 2. januarja, vendar zgodilo se je tako, da je Silvestrov dan prinesel tudi rekorde v Luki Koper, kar pomeni, da bomo
zakorakali v leto 2014, ki ga jaz označujem kot pomembno, prelomno leto, leto investicij. Žal moramo ugotoviti tudi leto zamujenih investicij, kajti vse naložbe in investicije v pristaniško infrastrukturo, ki jih imamo v planu za leto 2014, skoraj da vse bi morale biti že izvedene v predhodnih letih, se pravi v letu 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013, pa žal temu ni bilo tako. Vendar ne bomo jokali za nazaj, delali bomo za naprej. V letu 2014 in v začetku leta 2015 se bo marsikaj zgodilo v Luki Koper v investicijskem smislu. V to nas seveda tudi priseljujejo naši poslovni partnerji in tudi mi sami sebe, seveda, če hočemo rasti. In mi smo se odločili, da bomo izkoristili to zavedanje, da smo ključna primerjalna prednost Slovenije v primerjavi z drugimi državami, da predstavljamo pomemben člen v logistični verigi na poti tovora od daljnega Bližnjega vzhoda do državah srednje in vzhodne Evrope, da smo tukaj pomemben člen za vse, da smo najkrajša pot in tudi moja vrnitev iz obiska na Kitajskem, kjer sem pridobil kar pomembne izkušnje, predvsem sem se seznanil z načinom razmišljanja in tudi delovanja na Daljnem vzhodu, kako oni vidijo Evropo in kako oni dejansko razmišljajo o vstopu v na evropski trg oziroma povečanju prometa skozi Jadran. Mi kot Luka Koper smo premajhni, da bi lahko konkurirali komurkoli. Lahko pa dejansko v združenju NAPA, torej združenju pristanišč Severnega Jadrana, dosežemo veliko s tem, da delamo skupaj na promociji destinacije pristanišč Severnega Jadrana. S tem bomo dejansko lahko zagotovili tudi tovor v povratni smeri. Kajti, kot veste, upam, da veste, da v Luko Koper dejansko pripeljemo 60% tovora, iz Luke Koper pa dejansko je to razmerje 40%, kar pomeni, da ne dosegamo izenačenja. Trudili se bomo, da zagotovimo tovor tudi za povratno smer, tako da dejansko upravičimo tudi to našo prednost bližine za vse ladje, ki prihajajo skozi Suez in za vse ladje, ki sedaj seveda ne za vse, za vsaj del tovora, ki ga lahko prevzamemo. Evropa ne potrebuje več kot toliko blaga, lahko pa dejansko prevzemamo tržni delež. Povejte nam konkretno o teh investicijah, ki bodo v letu 2014-2015. Eno od tega je zagotovo poglabljanje morja, pa naprej? Mi trenutno je v teku poglabljanje, torej priprava zalednih kaset za odlaganje refula oziroma mulja. Izbrali smo tudi izvajalca za poglabljanje. Pričel bo z deli takoj v začetnih dneh januarja, s pripravljalnimi deli cevovoda za črpanje mulja in seveda z poglabljanjem. Nekje do aprila meseca naj bi tudi zaključili s to investicijo v celoti na globino 14 metrov in seveda do konca leta, potem kot smo tudi obljubili, na globino 15 metrov. In jaz sem prepričan, da bomo to tudi dosegli, kajti to je naša prioriteta. Torej, kontejnerski terminal je naša, razvojna ključna prednost. Takoj zatem sledi seveda avtomobilski terminal in vsi ostali terminali, kajti mi smo dejansko pristanišče, ki ponuja vse vrste pretovorov, kar je tudi prav, kajti to od nas pričakujejo tudi poslovni partnerji, s katerimi smo vezani z večletnimi pogodbami. Torej v prihodnjih letih sledi nekakšna ekspanzija. Kaj napovedujete recimo do konca svojega mandata? Koliko ton, koliko tisoč tev in tako naprej? Imate kakšne cilje? Ste kje opredelili v kakšnih dokumentih? Glede, cilji v Luke Koper so bili postavljeni in določeni že veliko pred mojim prihodom, vendar niso bili dejansko zaradi določenih zapletov, bodisi takšnih in drugačnih, da ne bi jamrali preveč za nazaj. Pustimo, da se stvari ohladijo in da gremo dejansko z nekim novim zagonom naprej. Jaz pričakujem, da bomo izpolnili vsa pričakovanja in vse strateške načrte Luke Koper, da bomo dejansko do leta 2020 presegli zarisane menike
vendar vse to lahko dosežemo, če bomo sodelovali in če bomo dejansko prepoznani kot pomemben razvojni subjekt v lokalni skupnosti, da bo ta sinergija in tudi v državi, predvsem, da bo slovenska politika sledila potrebi razvoja, ne Luke Koper, kajti razvoj Luke Koper ne pomeni razvoj Luke kot take, pomeni dejansko nekaj več, pomeni razvoj celotne regije, pomeni razvoj celotne države. Če bi se vlagalo več v logistično in prometno infrastrukturo, kar nam dejansko ponuja idealna oziroma izjemna lega sredi Evrope, bi dejansko na podlagi tega dosegli bistveno večjo gospodarsko rast, kar je sedaj nekako prepoznano in skoraj da lahko trdim, da v letu 2014 lahko pričakujemo tudi ta tektonski premik v miselnosti. Razvojni koncept države kot tak je temeljil na nekih drugih predpostavkah, kajti zavedanje svojih primerjalnih prednosti in vlaganje v ključne primerjalne prednosti, predvsem v tiste naravne danosti, ki nam jih je mati narava v zibelko položila, so naša primerjalna prednost in na tem moramo graditi bodoči razvoj države. Dobro, velja. Mislim, imaš kdo kaj? Ne, dobro je. Kaj podaljševanje pomola, kdaj je to prije upoštev? Delamo že. Podaljševanje? Delamo že. To je diletacija 2 in 3, to je že podpisana pogodba, 8 milijonov 390 tisoč evrov. No, dajte še malo o tem. Jaz sem vas konkretni cilji, poglabljenje to že vemo. Kateri bojo še tisti cilji, da boste lahko, ne vem, do leta 2020 uresničili te plane? No, seveda, trenutno tudi poteka podaljšanje pomola, prvega pomola in sicer diletacija 2 in 3. To je še sklenjena pogodba z vrednost 8 milijonov 390 tisoč evrov. Potem so v planu v letu 2014 otvoritev 2 ali pa celo 3 novih vhodov na Ankaranski Bonifiki in seveda tudi ustrezna širitev Brtoške vpadnice. Pospešeno se tudi dela na izgradnji, pripravi dokumentacije za izgradnjo Strminske vpadnice, kar nam bo dejansko omogočilo, da bomo imeli zgrajene vhode glede na blagovne skupine, vhod za drugi pomol, vhod za prvi pomol in celo vhod še za avtomobilske terminale oziroma za generalne tovore. Finančni viri za vse te investicije, odkot se boste Finančne vire imamo že dogovorjene, v glavnem se pogovarjamo oziroma imamo zaključne dogovore in pogovore z Evropsko investicijsko banko in imamo dejansko vire zagotovljene po zelo ugodni obrestni meri. Tukaj ne vidimo težav, bolj je bila ta birokratska ovira in ta politična miselnost o potrebnosti oziroma o nujnosti razvoja v taki smeri, kot smo si ga mi zadali. Vendar razvoj Luke Koper ne moremo si zamišljati samo znotraj ograje Luke Koper, temveč predvsem z povezavami z zalednimi tržišči. In brez povezave, brez varnejše povezave z zaledjem, z železniškimi povezavami, predvsem železnico, si jaz ne morem predstavljati razvoja Luke Koper, ampak to je sedaj že preseženo in naša politika je tudi že sporočila, da se zaveda te nujnosti in da bomo dejansko pospešeno delali tudi na izgradnji teh kopenskih povezav do zalednih tržišč. O kolikšnem denarju govorimo, red velikosti investicije? Investicije za leto 2014 bodo obsegale zagotovo med 35 in 40 milijonov evrov. Do leta 2020 pa nekaj 100 milijonov verjetno, ne? Ne, še bistveno več. Nekaj 100 milijonov lahko rečemo, nekaj 100 milijonov lahko, vkolikor seveda bomo sledili vsem ciljem, seveda, planom. Okay.